države s financiranjem vaše občine? No, dejstvo je, da, tako kot je že moj predhodnik ugotavljal, da vsi skupaj opazujemo, kako so ti prihodki dosti nižji od tistega, kar je bilo dogovorjeno. In za našo občino to pomeni približno 360 000 evrov, ki pa seveda jih je težko nadomestiti. Pa to še ni vse, ne. Mi se ves čas pogovarjamo, kot da vlada jemlje občinam, kot da jemlje denar občinski upravi ali pa županom. V bistvu jemlje vsem občankam in občanom, kar je zelo pomembno. In pa še nekaj, tudi pri vseh javnih zavodih in podjetjih se zniževanje pozna. Ko govorimo o šolah, potem seveda, ko nastane v neki šoli stiska, se ve, kam bojo prileteli in nasploh vsem pada standard in imam občutek pa, da se varčuje ravno na tistih delih, kjer se naj ne bi, kjer se ne bi smelo. In ko smo prej omenili ta pogajanja, naši pogajalci so zagotovili, da je bilo ti dve stopnji primerne porabe dogovorjena ob pogoju, da bodo zagotovljeni učinki zniževanja stroškov. Seveda pa odgovor na to, kje bo sedaj vlada našla tista manjkajoča sredstva, to pa ni vprašanje za občine, ampak ne vem, kaj so imeli v mislih. Samo to še, to bo zdaj župani SLS-a boste zdaj sprožili vsa ta nadaljna vprašanja ali kako ste se dogovorili? No, mi smo se v bistvu danes na sestanku na seji kluba županov Slovenske ljudske stranke, ki mimogrede na našem seznamu imamo 50 županov, bodisi tistih, ki so kandidirali kot Slovenska ljudska stranka ali pa s podporo stranke in pa tudi 9 podžupanov oziroma podžupan. In to je kar ena četrtina, dobra četrtina vseh slovenskih županov, ki ima svoj glas. In mi bomo seveda kot klub županov Slovenske ljudske stranke dali pobudo tako združenju kot skupnosti občin, da se obnovijo ta pogajanja, ker se bojim, da bo prej poletje, preden bomo mi sploh odreagirali.